Dobro, ga sta malo bomo pobrisali, razkužile, čist mehko roko imejte. Sprostiti, spodla bo. Izvolite. To je končano. Poglejte, naslednja doza bo čez 3 tedne, vas prej pokličemo. To je potrdilo, da ste bila vi danes cepljena, čez 3 tedne imejte ta kartonček s sabo. Tukaj imate pa razložene vse možne neželene učinke cepiva. Zdaj pa se še za 15 minut usedete v čakalnici. Odločila sem se za to, da zavarujem in sebe in vse okrog in da preprečimo, da se bomo lahko prosto gibali, da ne bomo zaprti še naprej. Mislim, da je to edini način, da preprečimo ta virus. V zdravstvenem domu Brežice proti COVID-19 zaenkrat cepijo starejše od 68 let. Z aprilom pa je pričela veljati spremenjena nacionalna strategija cepljenja, ki daje poudarek precepljenosti prebivalstva nad 60 let. Zato pozivamo vse naše občane, da tudi tiste, ki pač se do zdaj še niso prijavili na cepljenje, da se odločijo za prijavo. Nam jo posredujejo na našem portalu, na spletni strani in da precepimo skratka vso populacijo nad 60 let v čim večjem deležu. V naslednjem koraku bo najbrž prišlo do spremembe strategije, dodaja sogovornik, in cepljenja mlajše populacije. Sicer pa ugotavljajo, da bodo s prijavami, ki jih imajo, precepili približno 20% populacije. V brežiškem cepilnem centru imajo sicer najnižji odstotek prijetih cepiv glede na število občanov. V preteklih mesecih smo se soočali s tem, da smo mi res dosledno naročali cepivo v skladu s prednostnimi skupinami iz nacionalne strategije in tudi ta naročila dobivali v manjšem obsegu, kot so bila naročena. Temu ustrezno je tudi nizek delež precepljenosti, ki pa se je, kot trdi Levojevič, na podlagi zadnjih 2 naročil nekoliko povečal.